in veseli smo, da je z nami, da ste se odzvali izredna profesorica, doktorica Alija Katarina Kompan-Rezar, ki je doktorirala leta 2000 na oddelku za psihologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Je izredna profesorica pri katedri za zakonsko in družinsko terapijo, psihologijo in sociologijo religije na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Prav tako pa je izredna profesorica na fakulteti Sigmunda Freuda. Deluje tudi kot psihoterapevtka in supervizorka na študijsko-raziskovalnem centru za družino v Ljubljani. Njeno raziskovalno delo vključuje področje zakonske družinske terapije, razvojne psihologije, teorije navezanosti in nevroznanosti, je pa tudi avtorica večjih knjig. Nekaj prvih dejavnosti. Zdaj pa lahko kar začnemo, tako da izvolite, beseda je vaša. Najlepša hvala za povabilo. Jaz sem zelo z veseljem prišla sem tudi zaradi tega, ker smo zdaj sosedje in se naš terapevtski center preselil na drugo stran cerkve, v prostore prizvitih nad Marijino kapelo. Zakaj sem tega zelo vesela? Zaradi tega, ker je vsem tukaj na tako vzdušje enega sodelovanja, pa miru, poglabljanja, res. Mislim, da imate zelo lepo študijsko vzdušje tukaj. Tako da se mi zdi zelo primerno okolje za temo o tem, kako lahko možgane dobro izkoristiš. Ker eno stvari, ko je najbolj mogoče bila razopita, pa jaz mislim, da vaše generacije tega ne kupujejo več, je to, da mi uporabljamo samo 10% možganov. In če bi uporabljali vse, kaj vse bi zmogli. In dejansko, če bi človek pogledal tako po plati številk ali pa števila možnosti, se zdi, da so možgani praktično neskončni in da je možnih kombinacij povezav med nevronskimi celicami toliko veliko število, da bi se praktično lahko naredilo vse. In tudi, če gledamo izjemne sposobnosti ljudi, bi lahko rekli, joj, če bi vsi uporabljali možgane, kot taš pa bili pa vsi geniji. Tudi, koliko mogoče so vaši starši lahko vprašate, koliko so bili bombardirani s temi idejami, kako prebuditi genija v svojem otroku, kako narediti čudežnega otroka na področju glasbe, na področju znanja jezikov, kaj vse bi bilo treba narediti in nuditi, zato da bi vi bili res nekaj posebnega. Na srečo ta mit o 10% in o tem, koliko veliko zamujamo in kaj vse bi morali početi, pa ne počnemo in smo zato neumni in nam nič ne gre in se slabo počutimo, ne drži, ker dejstvo je, da možgani to svojo razvejanost pa praktično nepreštevno množico možnosti, ki jih odpirajo potenciala, ne uporabljajo za to, da bi proizvajali neke genije, ampak zato, da bi se lahko čim hitreje in čim bolj v polnosti in čim bolj celovito odzivali na svoje okolje. Glavna stvar, zakaj imamo toliko zahteven ali toliko kompleksen organski aparat v svojem telesu, ni zato, da bi ga tako mučili, ampak preprosto zato, da bi lahko znotraj našega okolja vedno se odzvali na najboljši možni način. In čisto vsak od vas, čisto vsak od nas, čisto v vsakem trenutku se čisto v vsakem okolju odzove najboljško, kar se lahko. To je dejstvo. Pomeni, mi ves čas uporabljamo celoto možganov. Jasno, niso ves čas aktivne vse živčne celice, ker če ne bi bilo to za telo škodljivo. To je kakor, če mi smo se prej igrali s temi kabli, pa kabel, če ga preveč uporabljaš, po nekaj časa ne dela več dobro. In tu živčne celice, če bile ves čas napolno vzdražene in ves čas električno aktivne, bi jim to lahko škodilo. Tako da tudi pri možganih je to množstvo, ta nabor možnosti res namenjen temu, da ne moreš faliti. V bistvu mi nikoli ne moramo faliti. Je pa res, da je ta hitrost odzivanja, prilagajanja na okolje ali pa sploh enega delovanja zelo, zelo močno odvisno od tega, na kakšen način so se ti možgani udomačili v okolju, v katerega so se rodili. Pomeni, tisto, kar je pomembno, je, da vemo, da vedno deluje celota, ampak znotraj te celote različne konstelacije. In glavna ugotovitev ali pa glavni doprinos nevroznanosti v zadnjih 20 letih je v tem,
da se je res pokazalo, kako pomembne so za uporabo možganov izkušnje. Možgani se iz vsake izkušnje, ki jo doživijo, se nekaj naučijo. Pomeni, ker se ves čas odzivajo, maksimalno z vsem, kar imajo. Se vsaka izkušnja in vsak odziv zapiše kot ena od možnosti, ki je uporabna. Čeprav se 10 milijard točk, ki se med seboj poljubno povezujejo, vsak nevron se lahko poveže, mislim, da 100 tisoč drugimi nevroni in je kombinacij ogromno. In tisto, kar se poveže, je najbolj funkcionalen možen odziv v tistem trenutku na dražljaj, ki je prišel in postane ena od možnih povezav. Če se ta povezava večkrat aktivira, se bo utrdila in postala hitrejša. In čisto na tak preprost način se vzpostavi neka nevronska mreža, ki je najboljši približek tega, kako bi se bilo pametno odzivati v prihodnosti. Pomeni, verjetnost vzdraženja nevronov ali pa določenih povezav je odvisna od količine izkušenj, ki so bile enake in so pa zahtevale isto konstelacijo odziva. To veste, kadar se, učite nekaj, ko smo se učili poštevanko na pamet, večkrat, ko si ponovil, hitreje si vznal. Ali pa, če se učite inštrumenta, ali pa kakšen šport, če hočete mišice razviti ali karkoli, pač pravilne ponovitve so tiste, ki ti omogočajo, da avtomatiziraš določen gib ali pa da nekako naučiš možgane, da ti od njih želiš, da funkcionira na tak način. In tukaj lahko delaš kar čaš, praktično te noben ne more prisiliti, da bi nekaj z možgani delo, kar mogoče ne bi želel jih naučiti. Tako da najbolj taka, jaz kar učim psihoterapevte, ponavadi ne gremo v te detajle nevrološkega razvoja, tukaj ne poznam tako dobro, da bi kot medicinsko znala to razložiti. Zato se držim avtorjem, ki so medicinci, pa so hkrati tudi psihoterapevti in so znali nekako za navadne ljudi pojasniti zapletene procese. In tisto, kar se mi zdi najbolj dragoceno tudi kot terapevt, ki vedeti, ali pa če delam z ljudmi, ali če se družim z ljudmi, je to, da izkušnje ne oblikujejo samo tega, kako bo informacije pa energije vstopale v možgane, pomeni, na kaj boš pozoren, kako bojo čutni dražljaji, kaj bo prišlo do tebe močneje, pa kaj ne, ampak vplivajo tudi na to, kako bo možgani procesirati informacije in energijo. Pomeni, mi že s tem, ko se prilagodimo na neko okolje, že malo določimo, kako bomo kasneje, na kakšen način bomo procesirali tudi prihodne dražljaje. Pomeni, če se ti naučiš melodije nekega jezika, boš vse ostale jezike presojal skozi svojo melodijo po nekaj časa. Zato nam bojo neki zvoki bliže, neki pa bolj oddaljeni. Zato bomo Slovenci se lažje učili, tudi kasneje pa prepoznavali melodijo jezikov, ki so po plati zvoka bolj podobni našim. Težje bomo pa ločili, recimo, če kdo je kdaj slišal hebrejščino, koliko enega hreščanja, pa enih šejev, pa hejev, takih zvokov, ki jih mi v bistvu med sabo ne ločimo. Ali pa že angleški D, pa TH, pa tele, to zelo slabo ločimo, ker nekako nam ni bilo treba se toliko močno uglasiti na ta jezik. Takrat, ko so nastajale prve verjetnostne mreže, ki so omogočale ali pa ki določajo tem, kaj bomo mi razumeli. Je pa res, da še ena od takih zelo prijaznih značilnosti možganov je to, da se naučijo zelo hitro presoditi, kaj je povprečje. Recimo, ko so bili dojenčke, na kakšen način kako prepoznajo človeški obraz ali pa kaj se jim zdi najbolj tak domač človeški obraz in to delajo s takimi poskusi, dojenčke ne znajo ne govoriti, nič ne znajo pametnega pokazati, sam lahko gledaš, koliko časa, ki gledajo, pa kam glavo obrnejo, pa take stvari in so jim kazali kot take slikce, takole obrazov različnih. Z različnimi proporciji. In so merili, koliko časa gleda vsak od teh obrazov. In potem so jim dali, ko so jih nehali maltretirati s temi slikcami, so jim dali en nabor obrazov, med katerimi je bil eden, ki je bil točna aritmetična sredina vseh teh. In med vsemi obrazi
je dojenček prepoznal tega. Pri tem, da tega sploh ni videl. A ne, ni kar ponovati tako, da dojenčki, če nekaj prepoznajo, gledajo malo dalj. Ampak ta dojenček je gledal to. To mu bo najbolj znano. Ker so možgani sproti, ko so le te drobne spremembe ali pa drobne razlike v proporcijah, so sproti delali sliko, ki bo kar najbolj zajela vso raznolikost teh dražljajev, ki so jim bili izpostavljeni. In to delamo mi na velikih stvareh. Če imamo tako približno, mislim, da bomo take, kaj zdaj že, ko se učimo pisati, ne? Vsaka od naših pisav je drugačna. Vsi smo se učili iste gibe, isto obliko črk, ampak vsak piše malo drugače. Kako da lahko beremo drugega? Se kakšnega ne moramo, ampak večinoma lahko. Zato, ker smo se naučili nekako v globalu videti, kaj je tisto, kar je bistveno, da lahko nekaj prepoznamo. A ne pomeni, prva značilnost, zakaj se lahko na svoje možgane vedno zaneseš, je to, da se bojo vedno maksimalno prilagodili na vse dražljaje v tvoji okolici in iz reakcije, ki jo boš imel na neko okolje, boš lahko razbral, kaj je tvoje telo, kaj so tvoji možgani razumeli, na kaj so se spomnili, kaj mogoče veš o tem okolju ali pa si prepoznal v tem okolju, ne da bi videl. Druga stvar, koliko so izkušnje pomembne, da so izkušnje ključni moderator ali pa oblikovalec možganov. In tretja stvar, da je temeljni napor ali pa temeljna smer, kako se razvija to naše nevronsko vezje, je, da poskuša s čim manj energije nanesti čim več. Možgani so najbolj len, ko pravijo neurologi, najbolj len organ v našem telesu in absolutno ne želijo porabiti več energije, kot je nujno potrebno. Da pa lahko začnejo optimalno delovati, morajo imeti najprej ogromen nabor možnosti in potem ga lahko skrčijo na manjšega šele takrat, ko je dovolj ponovitev relativno podobnih, da razumejo, da lahko z eno potezo, ne tako z enim povprečjem, zajamejo širši nabor odzivanja. In za malo videti tole delovanje, bi jaz rada, da vi tole preberete. A ni dobro? Gre, ne? Yes. It's in English. Je angliščina. Tipično angliščina, se vidi takoj. Ok. A ne, to je to. A ni to nekaj neverjetnega? Če bi en rekel, lej, a veš, da moj otrok je pa toliko pameten, da tole zna dešifrirati, rečeš, wow, kjer genij. Ne, vsak od nas to lahko želi. Čisto vsak od nas to lahko želi. Če je pozoren, če se sprosti, če se ne traumira, če ne mislim, da ne vem, kaj bi moral narediti, ampak čisto preprosto možgani to naredijo sami, ker ne prenesejo negotovosti in ne prenesejo nerešenih vprašanj. In zato povežejo skupaj popolnoma nesmiselne znake. Ok, par je recimo takih, da se malo spočijajo, ne? Ampak drugače v bistvu nesmiselne stvari povežejo skupaj. Tukaj je to funkcionalno. Če pa ne, ker pa mi to delamo na vseh področjih, lahko včasih kaj spalimo. Če to delamo pri odnosih, če to delamo pri drugih stvareh, kjer malo posplošno pa rečemo, vsi fanti so neumni. Ne? Tako, na nek način, mogoče našim možganom se to zdi pametno, ampak mogoče ni čistko. Tako da to je ena od lastnosti, na kjer se lahko vedno zaneseš, pomeni, da drobne napake ne bojo odločale o zelo temeljnih odločitvah. Če mečkan kakšna stvar ni čisto 100%, ni čisto perfekcionistična, ne pomeni, da bo v celoti nekaj narobe. Tudi če ti vedno ne uspe povedati tako najboljš, kot bi hotel ljudje bolj razumeli. Je vseeno ena možnost, da bomo razumeli boljš, kakor se nam včasih zdi. Naslednja sposobnost je pa ta. To z lahkoto berem.
Kaj pa to pomeni? Če je tista prva slikca govorila o tej celovitosti, pa o tem, da možgani naredijo sliko, tudi če nimajo vseh podatkov, kaj nam tole pove? Da uspejo razumeti nekaj, kar je napisano z veliko napakami. Kaj bi rekli? A bi se pa še toliko sekirali, če kakšno majhno napako da narediti? Ja, v bistvu se ni treba. V bistvu se ni treba. Zato, ker tista glavna smer, glavna pozornost ali pa glavni nabor energije, ki jo možgani porabijo, je zato, da osmislijo stvari kljub napakam in kljub temu, da nimajo vseh podatkov. In na to se lahko čist zmeri zanesete. Čist zmeri. Tudi na izpitih. Mislim, jaz, ko popravljam izpite, jaz vem, kaj študent hotel povedati, če mi povedal čistko. Po mojem nisem edina, razen če imate toliko, če ste na faksih, kjer je toliko študentov, da morate imeti samo za obkroževati, zato, ker če ne bi popravljal 150 let. Ampak načeloma se vedno da prebrati, kaj ste hoteli reči. Pa plus minus lahko to rata, ampak se razume. Miselni proces lahko vedno ujameš, tudi če odgovor ni 100% in tudi če ima kakšno napako in tudi če kakšen podatek manjka. Se ve, a si razumel ali nisi. Tako, ko se ve pri tej sliki. Zdaj, da nastane to kompleksna nevronska mreža, ki zmore kljub napakam in nepopolnostim narediti sliko, ki je koherentna in smiselna, traja 24 let. Možgani po 24 letu se lahko reče 24 plus, da so odrasli, prej pa ne. Prej so pa še v obdobju hitrega in zelo tazga dinamičnega razvoja. Kar pomeni, da če se s kakšnimi stvarmi matraš, če jih težko razumeš, če se v študiju ti ustavi, če imaš občutek, da ne gre in da te prav možgani bolijo, ko se kakšno snov učiš, ne ste kdaj čutili kaj tazga med študijem. Poznate ta občutek? To je najboljši možen občutek za vedeti, da možgani delajo nove povezave in da razvijajo nove sposobnosti, ki ko enkrat boš prišel skozi, jih boš imel razmerje. Tudi ena značilnosti možganov, ki ima svojo dobro in slabo plat, je ta, da izkušnja, ki se opiše, ostane tam. Dobra in slaba. In potem je način, kako bomo mi to izkušnjo opeli med vse ostale izkušnje in dali pomen, bo možgani delali tisto, kar so delali na prvi sliki. Podatke bo izbrali, ampak če hočemo to delati, jih moramo prisiliti, da razvijajo sposobnosti, ki jih prej niso imeli. Recimo za takole kompleksno branje ti moraš imeti absolutno dobro pozornost in hkrati zelo jasen fokus na celoto. Pomeni, moraš prepoznavati celotno sliko in moraš imeti v spominu dobro skladiščene vse možne variante teh besed, ki smo jih tam brali iz nesmiselnih znakov. In to se učiš takrat, to se je vzpostavilo v prefrontalnem korteksu, te sposobnosti, takrat, kadar te bolijo možgani, ko se učiš neko novo snov in čisto nič ne štekaš. Zato, ker še nikoli nisi razmišljal na tak način. In možgani rečejo, tega pri nas ni. Mi tega nimamo in nočemo in ne bomo in imamo kup avtomatizmov, ki bi lahko delali kaj veliko boljšega v tem času. In pa nas začne odnašati. To je res napor, da vzpostaviš prav te prefrontalne, pomeni višje, abstraktne, kognitivne funkcije, je nesorazmerno velik glede na vse ostale napore. Možgani porabijo 25% vse energije, ki jo mi dobimo, imajo pa desetino teže telesa. Ne manj. V smislu. So zelo majhen zdrizast košček, da noter ti porabi svojo energijo, ki jo imaš, pa še tiste, ko jo nimaš, kadar hoče vzpostaviti nove povezave. In na srečo, če to delaš do 24 leta, se te povezave vzpostavljajo hitro. Zmatram si pa 3-krat bolj. Če se jaz hotel nekaj abstraktnega naučiti, bi rabila nekaj čisto novega, bi rabila bistveno več časa, kot bi rabili vi. Bi imela pač druge strategije, kako udomačiti nekaj novega v stare strukture,
Ampak, ko pa prvič tako strukturo delaš, je pa čista mora od more. Ampak, ko pa enkrat prideš skozi in to znaš, je pa en od najboljših občutkov, čisto preprosto zato, ker se možgani oddahnejo. Pomeni, ko se učiš nove stvari, se celoten, zelo velik del možganskega tkiva aktivira in uživči in začne povezovati in iskati in nekako poskuša te informacije spraviti v neko smiselno celoto in to doživljamo mi kot napor. Ko pa enkrat se ta potka poveže, ko pa enkrat se vidi, se to je pa vedno en in isti način, vedno eni in isti simboli, ene in iste povezave, ene in isti miselni preskoki, pa vidijo, mi smo tle že bili. In pa začnejo uporabljati vedno manj različic, ampak tiste, ki so najbolj učinkovite. Pomeni, naenkrat stvar, ki ti je bila blazno težka, postane lahka. Kako vožnja avta. Ko ste bili prvo uro prvič, ko ste probali šaltati pa voziti avto, se ti zdi, da nikoli ne boš tega osvojil. Potem pa ne samo, da voziš, zraven še pišeš SMS-e, govoriš z nekom zadej, ne vem, se preoblečeš čevlje, kup enih stvari, pa še vedno voziš in prideš varno nekam. Ne? To je razlika med tem, ko se nekaj novega spostavlja in potem, ko se integrira in ko se uporablja te utrjene, pa malo bolj funkcionalno že integrirane povezave. In tudi možgani se razvijajo zelo tako, ne vse naenkrat enako intenzivno. In predvsem grejo od splošnega k specifičnemu in potem spet k splošnemu nazaj. In od zadaj naprej. Sem vedela, da moram prenesti ključe v najpece. Pomeni od zadaj naprej, to pomeni od motorike in senzorike proti kognici. Najprej moramo vedeti, kje smo, kaj se okrog nas dogaja, kako obračamo glavo, kako se gibamo, zato da potem počasi lahko iz tega, kar zaznamo, da lahko dobimo neko kontrolo. Najprej moramo sploh se pozicionirati. Potem od znotraj navzven. Od znotraj pomeni od bolj čustvenih delov možganov, ki so v sredini možganskega tkiva, recimo, pa proti korteksu. Pomeni najprej so te avtomatični ali pa lahko rečemo nezavedni ali pa avtonomni odzivi, potem kasneje se razvije kontrola. Zakaj je to smiselno? Kakšna ideja, zakaj je to smiselno? Ne bilo boljše najprej vse vedeti, pa čustva spuščaš tako počasi, kakor jih rabiš. Ker mi se tako trudno imeti kontrolo nad stvarmi, pa nas pa begajo. Zakaj najprej čustva? Zato, ker čustva so tista, ki nas res močno umestijo v okolje med tiste dražljaje, ki sami od sebe lahko omogočajo to, da se mi gibamo na najboljši možni način. Pomeni, da telo samo že naredi 3/4, predno bi se mi morali matrati in mi kontrolirati, kaj bi bilo za nas najboljše. Ali si vi predstavljate, kako bi bilo živeti, če bi moral čisto vsako stvar kontrolirati? Čisto vsako. Kako se boš premaknil, koga boš mislil, koga boš pogledal, kam bo šel, kam ne bo šel, da bi bil brez tega občutka. Mene, to je čisto slučaj, ampak mene je intuicija, ko sem odhajala doma, sem bila že ven iz hiše, sem rekla, bom jaz vseeno vzela ključe od našega centra. Pa nisem imela nobenega pametnega razloga za to, tako, če sem že tle, pa fajn mi ključe, sem bolj doma. In zdaj prišla sodelavka, rekla sem se vas zaklela, sem že 1 uro na mrazu in ne morem domov. Pač slučaj. Ampak nekako
Bog ve, kaj je bilo v enem zaznavanju, kaj vse sem jaz danes tle doživljala, da se mi je zdelo fino pricključi in nekako je prišlo prav. In jaz mislim, da te intuicije ali pa tega, da se glede na čustva mi lahko nekako orientiramo, tega vsak od vas ima ogromno. Naše telo, pač možgani, ko sprejemajo te čustvene impulze, oziroma čustva so avtomatičen odziv na zunanje dražljaje, niso nič kaj posebej od volje odvisna, ampak nam pomagajo, da se mi nekako tako bolj zvezno in sproščeno premikamo drug ob drugem in ob svetu, ki nas obdaja. In če mora vse to kontrolirati, bi se nam zmešal. Zato, če so dobro postavljeni čustveni mehanizmi, ki se razvijajo od mečken že pred rojstvom, pa potem v prvih, recimo 3 letih najmočneje, če je to dobro postavljeno, če si ti čustveno nekako se kar znaš premakniti, tako da si na varnem, tako da je nekako ravno prav, prideš bliz, nisi ti treba učiti govorice telesa, pa meriti razdalje, kdaj me zdaj stopila Damjanu že v njegov osebni prostor, to ali čutiš ali ne čutiš. In če ne čutiš, in jaz moram imeti metrnje pismo Damjanča, kako bi on, ga vprašam, en vprašalnik mu dam, kako je njemu lagodno v stiku z ljudmi in pa bi to merila, to bo zaznal. A ne to naredimo avtomatično. Če je ta čustvena regulacija vzpostavljena na dost bogat način, rečemo, da je za širši spektr dražljajskih struktur. Naslednja stvar, kako se razvijajo možgani od spodaj navzgor. To pomeni od neintegriranega proti regulaciji. Od spodaj navzgor pomeni, da je vedno prva informacija, ki pride v možgane in že začne delovati, glede na to, kako se bomo potem obnašali, pa že usmerja naše vedenje, je vedno najprej umestiti telo. To je prva stvar. Pol, ko je telo na varnem, pa lahko se njemu razmišlja. Telo pomeni, ali odskočiš, ali se približaš, ali se premakneš, se ne premakneš, greš v eno smer, greš v drugo, kam obrneš oči, na kaj si pozoren, ko poslušaš. To vse se zgodi samo od sebe. In to tudi pomeni, da je najprej telesni spomin, telesni odziv in potem kasneje, ko se mi zavemo, jaz sem pa čisto napeta, jaz sem se stisnila tja v kot, sem pobegala, ne vem kam, sem skočila v ceste, ti najprej odskočiš, pa še ne vidiš, da je bil avto. Zavestno vidiš, da je bil avto, odskočiš že prej. Bodite enkrat pozorni na to. Da v bistvu mi ne moramo reči, avto gre proti meni, moramo hitro odskočiti. Ne, ti ko odskočiš, opaziš, da je šel avto proti tebi. In če bi posnel en tak dogodek, ko nekdo odskoči od ene živali ali ne vem, kakšne nevarnosti, bi lahko videli, da zavestno dojemanje pride kasneje. Sam mi tega ne vemo, ker niso toliko blazno spet velike razlike, da bi imeli čas o tem razmišljati. In še ena stvar je tudi, ne glede na to, da se možgani ves čas v celoti delujejo, po celoti razvijajo samo poudarka, večje aktivnosti v določenih, v teh smerih, ko so tle naštete, ampak tudi glede na to, kjer del procesora ali pa kjer del možganov bo bolj aktiven ali pa manj aktiven, kjer bo prevladujoč ali pa kjeri centri bojo tisti, ki bojo bolj narekovali način našega odzivanja ali pa način tega, kako procesiramo dražljaje, ne bo enakomiran. Ne pomeni desna hemisfera, ki je bolj aktivna takrat, kada gre za čustvene pa nebesedne procese, bo bolj aktivna v enem obdobju, leva hemisfera, ki pa bolj zajema ali pa je večji del pa bolj aktivna takrat, kadar procesiramo zavestne, pa miselne stvari, bo pa bolj se bo močneje razvijala, pa bo več delovanja, pa več dogajanja v njej v drugem obdobju. Ne pomeni, ni istočasno. Zato so obdobja, ko imamo recimo majhne otroke, ki je jasno, da
čutijo in zelo čustveno in celovito doživljajo svet okrog sebe. In imamo otroke, recimo v 7 letih, v 1. razredu, ko postanejo taki strogo, taki pravičniki. A imate kakšnega v sorodstvu, kakšnega poročka ali pa drugarčka, ali pa tudi že mala šola, koliko so zateženi. Tako da bi izgubili vso domišljijo. Pač mora biti tako in že ne, tako je prav in tako ni prav, a ne se tako imajo zelo izraženo to, kaj bi bilo prav in kaj ne bi bilo. Zato imajo radi igre s pravili, zato so zelo tako tudi znajo odraslim povedati, kako je pravilno in kako ni. In recimo, če bi šel s 7-letnim otrokom čez cesto, ko je rdeč semafor, tudi če je cesta prazna, bi bil zelo užaljen in bi te hitro poučil, da to ni prav in da treba počakati in tako, ne. Pomeni, to so te. Če imaš pa enega 3-letnika, 4-letnika, le ga briga, kakšna je luča, on gre, kamor ga odnese, ne. In pol se še to parkrat v življenju tako ponovi. In še zadnja pomembna stvar je ta, da se otroški možgani ali pa človeški možgani se lahko dobro in polno razvijo izključno v odnosu z odraslimi možgani. Jaz ne vem, če kakšen elektroinženir ali pa da računalništvo študirate ali pa najbrž bolj veste, kaj so to nevronske mreže, pa kako se eni računalnik uči od drugega, pa to najbrž veste, ne? Mislim tako, obstaja neki tacga, čemur se reče, da se nevronske mreže učijo druga od druge. No, možgani so nekaj podobnega. Pomeni, če imaš odrasle možgane, odraslega, ki je pozoren na otroka in otroka, ki je tam zraven in srka vse dražljaje, ki jih odrasel ponuja, je odrasel kot nekdo, ki ustvari vzdušje in da zvok, dotik, von, eno obličje, eno gibanje, kup enih informacij, bojo otroški možgani srkali te informacije in jih z vso celoto, ki jo imajo, vpijali vase kot prve take informacije v svetu. In bojo strašno pomembne. In se bo glede na to, kar prihaja v te možgane, se bojo ti možgančki začeli prilagajati in razvijati. In če imaš ti odrasle možgane, ki imajo celovito delovanje, jasno bo teh dražljajev ogromno. Tudi, če si vi predstavljate, če se kdaj, ne vem, že v predavalnici, koliko drugače počutite pri 1., 2., 3., 4., 5. profesorju. In točno veste, a je zbran ali ni zbran, a je tečen ali ni tečen, a ga zanima to, kar predava, ga ne zanima, a ima kaj pojma ali nima kaj pojma. In so profesorji, ob katerih si nič ne zapomniš, in so profesorji, ob katerih si vse zapomniš. In to ne zato, ker ste vi slabše ali pa boljše volje, bolj ali manj naspani. Ne, zato, ker so ti odrasli možgani toliko močen pritisk naredijo in vi se na njega prilagodite in Bog pomagi, kar vam je dal, to morate sprocesirati. In če ima en otrok ob sebi umirjenega odraslega, ki ve, kaj bi rad in je naklonjen temu otroku, predstavljajte si, kakšna varovalka ali pa kakšna moč je to za enega otroka, ki še nič ne razume, pa poskuša, pa ne, še nima nobene smeri. Se lahko nasloni na tisto odzivanje, ki od odraslega prihaja. Če pa tazga odraslega ni ali pa odrasel čisto nemiren, je pa otrok pač odvisen od tistih malo sposobnosti, ki jih je razvil sam do takrat. Novih informacij pa nima. Zato tudi, če ste kdaj pred kakšnimi izpiti, ko so zelo neprijetni, je zelo dobro, če se učite skupaj, če imate vsaj enega, ki se tega izpita ne boji, da sedi zraven. Ali pa, da mi rečete, usedite se tle, pa miren bod, pa ne, bo tako proizvaja koncentracijo, da bomo mi srkali. Vse tukaj koncentrirano in mi bomo lepo se učili in ko se nam ne bo ljubili, to bomo pogledali pa rekli, pa še vedno zbran, pa te to pomiri. A ne gledati zbran, pa reazen obraz, sporoči tvojim možganom, smeš delati naprej. Tudi to je način, kako vplivamo drug na drugega, ali pa kako se skozi tele... Se upravičujem, mogoče samo eno pojasnilo. Ker je prišlo do velikega izpada elektrike, smo morali poklicati Elektro Slovenije.
Zdaj je verjetno elektro prišel, tako da Okej. pričakujemo v kratkem. Evo. Povratek. Ja. Če moramo sami, pa kar tema rata, Ja. ko pri elektro, z Ja. veliko informacij in veliko energije. Kaj pa ti to zanelaš zaradi predavanja? To, da bi malo premislila, veš. Ja. Jaz mislim, da kar ste rekli, da nekdo mora biti miren, Ja. ostati, sem jaz to Točno mirnost to. obdržal. In... Ja, ampak to res. Ja. No, ampak ste videli, kaj to pomeni, ko dražljajo znanka. Malo si oddahneš, malo te pa zbega. A ne, ko enkrat si v temi po tišini, recimo, ali pa tako, naenkrat se en tok prekine. In kadar se to zgodi, recimo v odnosu odrasel otrok, da odrasel pogleda stran, da ni zbran, da se ne odziva na otroka, pa se otrok takole znajde v temi. In to je zastrašujoče, a ne? Ker nam svetloba nam pomeni tisto, kar bi bila svetloba tukaj za nas, je za razvijajoče se možgane en močen pa čustveno prisoten odnos. Luči, ko krčaš. Mogoče še en citat od avtorja, ki je pa strikten nevrolog in nima nič terapevtskega, ampak tudi navadni nevrologi, ki niso tako solzavo na odnose navezani, kot smo terapevti, pravi, da je vse vedenje, ki ga kontrolira zrel živčni sistem, od percepcije do kontrole motoričnih odzivov, od njim kognitivnih funkcij, kakor sta učenje spomin, odvisno od natančno oblikovanih povezav med milijoni nevronov, ki se oblikujejo v času embrionalnega in poporodnega razvoja, in to se zgodi v odnosih. Preko izkušenj. Izkušnja je pa tisto, kar, da je nek dražljaj ali pa nekaj postane izkušnja, je samo tisto, kar možgani prepoznajo kot dovolj pomembno. Mi tudi, ko hodimo po mestu ali pa ko ste v predavalnici ali pa ko srečujete velike skupine ljudi, ena si zapomnite, enih si pa ne. Pomeni, tisti, ki ste si jih zapomnili, imajo nekaj, kar so vaši možgani prepoznali kot pomembno za vas. Da v bistvu tudi, ko se zaljubiš, ne zbereš sam, si izbral, boh ve kdo, v bistvu so nam zbrali starši, koga se mu zaljubili. Hočeš, nočeš, ker so izkušnje, ki so oblikovali to, kaj bo zate najbolj zanimivo. A ne na ta način. Samo, tu je treba. Aha, a moraš biti na un. Ja. Takole, pa na extend, ali kaj že? Ne, ti si v redu, samo moraš ga ugasniti. To. Dobro. Zdaj so pa spet dosti, tako moramo ga duplikati. Zdaj pa samo morate dati gor extend, pa dajte projekcijo nazaj gor. To je. To? Eto, stari možgani se učijo, samo več kot morajo ponuditi. A ne, tako kot smo rekli, otroški možgani se oblikujejo v odraslih. Raziskave ali pa kako se je gledal, kaj pomeni odnosi za otroka ali pa kaj pomeni ta izkušnja tega, da lahko srkaš in dobivaš že narejene odzive in se ob tem učiš, so ponovadi take vrste, da se je gledal, eno je, da se gleda kakšni EEG pri otroku pa mami, pa se to primerja, pomeni kakšna električna vzdraženost možganov pri enem in pri drugem in se gleda, kako se te nevronske mreže nekako usklajujejo med sabo. Drugo pa je, da se pogleda, kaj se zgodi z otrokom, z njegovim vedenjem, če prekinemo povezavo med staršem in otrokom, med mamo in otrokom, recimo. In pri vseh poskusih, kjer se je preverjalo, kaj odnosi pomenijo, pa prekinitev odnosa, pa da spet se odnos vzpostavi nazaj, so ugotovili to, da otroci, ki so imeli možnost, da se je odnos potem, ko se je prekinil, tudi vzpostavil nazaj, pomeni, da smo imeli veliko teh
Zmanjka elektrike, prije nazaj, pa zmanjka, prije nazaj. Ne, so dobili, nekako so možgani dojeli, ko se je razvijalo čustveno njihovo jedro, da mama vedno prije nazaj. In tudi mi lahko reče, da mi je rekel, da je tako se elektriko vedno štima, kaj nas briga, smo lahko 2 dni v temi. Če pa da mi je rekel, pismo je, še nikoli nam ni delala elektrika. Zdaj je to crknilo, kaj če tudi gretje ne bo. Pa še bajta se porušila, mi ne bi niti 2 sekunde izdržali v temi. To je razlika med varnimi in nevarnimi odnosi. In če odnos varen, pomeni, če se lahko vzpostavi nazaj, potem, ko se prekine, potem možgani avtomatizirajo to čustveno regulacijo, ki reče, lahko se zaneseš, da se bojo stvari vedno uredile. In to je nekaj, kar je zelo pomembnega, ker s takim hardverom je lažje prenašati stiske, ki jih prinese življenje pa izzive. Če veš, da v globalu bo vse v redu, pa ne, elektrika, kaj te briga. Izpit narediš, ne narediš, greš še enkrat, nič hudega. Ni vsaka stvar kot traumatična. Tam, ker pa se ta avtomatizem ni vzpostavil, da se odrasli vedno pride nazaj, tam je pa ostala regulacija, so se morali pa možgani tega otroka prilagoditi na tak način, da so vedno pripravljeni na hitre obrambne reakcije. Če pa ni odraslega, pa moram pa jaz imeti mišice pripravljene, pa da se umaknem, pa moram pa jaz razviti eno tako odzivanje, ki bo omogočalo, da se v vsakem trenutku lahko zavarujem. In ni zdaj prav narobe, ampak samo drugače. Pomeni izkušnje, ki se vpišejo, bojo res omogočilo, da se maksimalno prilagodiš na tisto okolje, kakršno je. In je veliko ljudi prilagojenih na zelo specifično okolje. In imajo pa težave, ko pridejo v bolj splošno okolje. Recimo, če si na nevarno okolje prilagojen in priješ potem v okolje, ki je varno, si malo zbegan, ker tvoji možgani tega še ne poznajo tako dobro. In to lahko prestraš. Če si iz varnega okolja, pa priješ v nevarno, si tudi malo zbegan. Ampak imaš nekako eno gotovost, da se da nevarnosti naučiti. Da se da razrešiti in mogoče malenkost lažje. Mogoče čisto na hitro, ker časa manjka. Pomeni, prvo kritično obdobje, ko nastaja ta osnovni hardware povezav, so prva 3 leta in v teh prvih 3 letih se čist vsaka mehna stvar zapiše v možgane, ker so še niso toliko povezani, sploh na poplati regulacije pa mišljenja, pa potem kasneje višjih funkcij. In mora nastati eno strašno veliko množstvo povezav, zato da lahko posrkamo iz svojega okolja čisto vse, kar nam to okolje nudi. In večina otrok to naredi. Posrka čisto vse, kar okolje nudi in nekako skljuje med sabo in dobi nek nabor, eno dobro to osnovno ploščo, na katero potem lahko software gor nalagamo. In močnejša, ko je več, tudi povprečnega softwarea potem gor dobro delam. To približno tako izgleda, to so nevronske celice, te črtice so pa potem povezave. In prvi 2 leti, pa prva 3, se ogromno povezav vzpostavlja. Potem počasi pa začnejo redčiti, čisto preprosto zato, da namesto da imaš 10 možnosti, imaš samo najboljšo ali pa 3 najboljše. In vse, kar ni optimalno, pa se neha uporabljati. Tole, ko sem prej rekla, kako je ta neenakomiren razvoj hemisfer, začne se najmočnejši procesi se odvijajo najprej bolj v desni hemisferi. Čustveno procesiranje, čustvena regulacija in celostno zaznavanje okolja, pa odzivanje na. In potem kasneje, tam po 6., okrog 7. leta, se pa začne tak razcvet leve hemisfere, zato gremo takrat v šolo. Prej se pa igramo. In otroci v 1. razredu ne želijo, da jih imaš za mehne pa neumne. Tako so že pametni. Mogoče še en pogled, tudi po plati zaznavanja, pomeni čutil, so zelo različna obdobja, kdaj je kaj najbolj senzitivno. Pomeni tisto čutilo, ki je najbolj senzitivno, preko tistega čutila se boš največ naučil v tistem obdobju, ko je občutljivo.
Recimo sluh je že aktiven 3 mesece pred rojstvom. In potem takoj po rojstvu, tako da na zvoke, pa na šume, pa na vse te slišne dejavnike okolja se možgani hitro prilagodijo. Zato tudi mamin glas prepoznajo takoj. Zelo hitro ločijo drobne detajle v zvoku. Zato je tako takrat občutljivo obdobje. Pomeni ne, da moramo mi nabijati zdaj otroku Mozarta ali ne vem kaj, ampak da moramo biti previdni, da ga ne skurmo. Da ga nimamo v Maximarketu 3 ure na dan, ampak samo 15 minut. Ali pa na Slovenski cesti gor pa dol sprehajati. Pomeni, da rečemo, to je zdaj nekaj senzitivnega, pomeni, s tem biti pozorni, kaj mu rečemo, na kakšen način z njim govorimo. Ker glas, človeški glas je najmočnejši, najbolj dragocen in najbolj varen, pa pomenljiv dražljaj, ki ga možgani rabijo v zgodnjem obdobju, zato da lahko prepoznajo, kaj se okrog njih dogaja. A ne, da so mamino spavanka, govorjenje, tisto, ki otroku sporoči ne samo to, da moja mama ima raskav glas, namatašnega, piskajočega, kakorkoli, ampak to je glas, skozi katerega otrok razume, kaj je prej, kaj je kasneje, kaj je varno, kaj je nevarno, kaj je prav, kaj ni prav, kaj bo sledilo, kaj se dogaja. Pomeni, preko mamega glasu regulira sebe. Potem kasneje je vid, čustva, to je vse v prvih 3 letih. Pomeni, sta notranji močen, rečemo, intuicija se zgradi, tako, organska podlaga za intuicijo se zgradi v prvih 3 letih. In potem se, ko se začnejo pa bolj miselni procesi, potem kasneje se pa začne ozaveščati to, kaj se z našo intuicijo dogaja, kaj je zapisano, kaj ni, in potem lahko prek razmišljanja, dostakrat razmišljati, tudi ignacijanske duhovne vaje imajo veliko tega. Spravo intuicijo pa premisli, kaj ti govori. Pomeni eno usklajevanje med tema 2 procesorjema, zato da se lahko intuicija izčisti. Ker imamo veliko več zapisanega, kakor nujno rabimo, potem pa lahko premislimo, kaj od te intuicije bomo na kakšen način uporabljali. In maksimalni izkoristek možganov je, da lahko celoto intuicije ali pa tega telesnega spomina uporabimo za to, da lahko premislimo, kaj bi s temi vzdivi naredili. To pomeni izkoristiti možgane, uskladiti ta 2 procesorja skupaj. Če pa ti odrežeš intuicijo, se sicer blazno matraš in lahko vse premisliš do potankosti. Ali kaj, ko so čustva nezavedni avtomatični odziv in te bojo delala težave. Ni nujno, da boš kaj prav narobe naredil, ampak blazna ena energija in pozornosti bo šlo za to, da bi se boril proti temu, kar iz telesnega spomina, pa iz teh prvih uglašenj pride v zavest. Namesto, da bi to uporabil kot barvo in kompas, si rekel, pismo tole, to je pa res zahtevna stvar. Kaj zvem, se študira za en izpit in pa se psihiraš 3 dni prej, da se boš moral začeti učiti in se še nisi. In pa se še bolj potrudiš, da bi se učil in se spet nisi. In se še slabše počutiš. In pa začneš še bolj pritiskati na se, kjera budala si, da vendar nobene discipline nimaš in da zdaj pa res, da se pa odločil in se usedeš in se magar ne vem kaj, špikaš nečim ali kaj delaš, da bo zdaj sedel in se učil in začneš brati in začneš špikaš. In se matraš ko nor, zato da pa po enem tednu se rečeš, kaj me briga, grem, probam in pa ti moče svorata. Pomeni, če je pa že tako rekel, groza me, ljub se mi uči, panika me grabi, tole je najbolj bedna snov na svetu. Profesor mi gre na jedra tako, da ga sploh nočem več gledati in to je edini motiv, da grem sploh na izpit, da se ga znebim. In itak bom zamenil faks ali kakorkoli, ampak če lahko vse to poveš, a čutite, koliko bi pa zdaj naži se vsesti, reče, se sam študirati moram naštazati. Vse te groze, ki se nekako zavesto, in s tem, ko mi ozavestimo te vzgibe, zgubijo svojo moč in nehajo možgane matrati. In pa rečeš, se imam pa tegale,
Urbana, no to vse ve, bom njega vprašala, ko naredil šnel kurs, pa grem na izpit, to naredim, ne? Karkoli, ali pa ne, nekla Milano, naj se zraven usede, pa vsakeč, ko bom hotela vstati, naj mi reče, se bo šlo, pa ne, pa bo šlo pa lažje naprej. Ok, tlele so čustveni predeli, tole korteksi pa miselni, predvsem prefrontalni korteks. Nista povezana neposredno, lahko se pa povežeta. Ko mi govorimo o čustvih, se tle vzpostavijo povezave, s kjer mi lahko reguliramo svoje impulze. In če se te povezave ne vzpostavijo, jih ni. In pa mi čutimo nekaj, mislimo pa nekaj drugega in nam čisto naš ne more pomagati. Ker če ni to povezano, ne, bo delovalo vsako posebej. In recimo v primerih travme ali pa zelo hudih izkušenj, ki so zahtevali od možganov, da če hoče preživeti, morajo to dvoje ločiti, takrat lahko res se tudi to podre. V povprečno normalnem odraščanju pa plus minus nekaj se vzpostavi, malo pa lahko še razvijamo kasneje. Pomeni, razmišljanje o čustvih je tisto, ki omogoča regulacijo teh avtomatičnih čustvenih stanj. In to je sposobnost, ki se jo ukvarja, ki se razvija v obdobju od recimo od 12 do 15-16 je obdobje, kjer se mi sploh zavedamo čustvovanja malo bolj, kot bi se ga mogoče želeli, ko nam čustva začnejo delati težave in se začne tudi miselno prefrontalni korteks hitreje razvijati. Od 17 do 24 je pa obdobje, ko se te regulacije res vzpostavljajo. In te povezavi med čustvenimi pa telesnimi stanji pa miselnimi, ne pomeni kontrolo vedenja, temu rečemo socialni kronotok. In nam omogoča, da lahko res se napolno in brez strahu in brez nekih hudih pritiskov nekako umestimo med druge ljudi in se lahko zanesemo, da bomo vedno nekako naredili stvari v skladu s tem, kar je primerno za biti med ljudmi. Socialni kronotok je odziv, čisto avtonomni odziv, ali pa rekla, je način odzivanja, ki je, ga imamo edini ljudje, živali ga nimajo, ne? In nam omogoča, da nehote najdemo najbolj varno možnost med ljudmi. Socialni kronotok je to, da ko si v stiski, veš, kjer oči pogledati, veš, komu reči. In ne boš rekel, ko te boš dol, ampak boš rekel, ko ti bo pomagal. In sploh ne veš, zakaj si to naredil, ampak si našel. Dober razvit socialni kronotok ali pa dober, tako močen socialni kronotok, veš, pri ljudeh, ko kamor pride, pa če je sam en približno normalen človek v tisti sobi, se bo ta človek z njim pogovarjal nehote. Pa imaš pa ljudi, ko so se naučili, da je treba biti zelo pozoren, zelo previden in vedno na preži. In kamorkoli bo prišel, če je tam en kreten, ta ga našel. Tako nehote, ker nekako bo vedel, kje je nevarnost in bo vedno tak detektor nevarnosti. In če imamo tak detektor nevarnosti, nič hudega, sam pa je fajn razviti še tega detektor varnosti, zato da se malo dahneš. Ker vseh nevarnih ljudi pa ni treba, da en človek odkrije. Ja, ampak tako, se veste, smo malo detektori gledali za kaj, sploh punce bomo znali reči, pa zakaj vidno to zgodobine. Tako mislim se enega znebila, drug je isti. In bolj je fajn videti, kaj je tisto, zakaj si tako specializirana odkrivati in pa lahko začnemo iskati, kaj bi lahko odkrivali še novega. Samo najprej moramo vedeti, kaj nam je dano, da pa lahko razvijemo tisto, kar možgani ne bi hoteli, ampak jih lahko malo potisnemo. S tem, da se družimo z drugimi ljudmi, da tvegamo kakšno situacijo, ki jo bomo zaznavali kot nevarno, jaz to ne znam, jaz to ne moram, a ne to možgani kričijo, da je prosim, pejte na avtomatizem. Ne, grem za nalaščeno novo družbo, bomo videla, kako bo tam. Ne, tako v tem smislu. Ok, še ena stvar,
ki jo mi želimo, kadar govorimo o učinkovitosti možganov, si predstavljamo, ne, da si vse dobro zapomniš, pa da veliko znaš, pa da si ni treba veliko matrati. In tudi pri spominu je tako, ne, da to je jasno, kot pa enih vaj za spomin in enih tehnik, ampak glavna stvar je, da spomin je odvisen od našega čustvenega stanja. Spomin je samo zaloga najbolj verjetnih odzivov na dogodke, ki se bodo zgodili v naši prihodnosti. Pomeni, spomin je tudi zelo močno odvisen od naših preteklih izkušenj in od tega, kaj vse smo že počeli, s čim vse smo se že srečali in na kakšen način. In s tem zaključam. Če vi pomislite na izpite, ki vam niso šli, recimo, da si res smatral za en izpit, pa si pol padel, ali pa za kakšen test, ali pa za kakšen predmet, ko ti res ni šlo. Česa se spomnite od tega izpita? Vprašanj ali vašega občutka, kako je bilo biti tam? Ko si se učil nekaj, česar, kar je bilo res odurno in te je bilo strah in si bil v paniki in si tiste zvezke tam premetaval in knjige in se zraven mučil, kaj se spomniš bolj? Občutka, kako je bilo tam biti ali snovi, ki bi se jo moral naučiti? Občutka, ne? To je glavna značilnost, to se mi zdi za študente fajn, da veste, pa profesori še bolj moramo to vedeti, da vas ne psihiramo za brez veze. Spomin deluje tako, da če nas je strah in smo pod stresom, se bo močno vtisnil ta implicitni telesni spomin. Pomeni, kadar smo mi v stresu, se mora telo zapomniti, katera situacija te spravi v stres. Zato se vtisne situacija. Ker, če naslednjič hoče telo preživeti, tem se mora izogniti takim situacijam. Zato ti kar slabo rata, ko v zvezek vidiš, ker te hoče odvrniti, ker tam ni fajn za tvoje telo. Če pa hočeš si zapomniti snovi, ki jo delaš, ki ni nujna za preživeti, v smislu telesno stanje pa je, potem moraš biti pa sproščen. In takrat, ko si ti sproščen in rečemo tako relativno presepa, in se začneš nekaj učiti, takrat se bo pa lahko, ko ni treba skrbeti za telo in ga iz stresa ven spravljati, takrat se pa vpisujejo informacije v naš zavestni spomin. Takrat si pa zapomnimo. In da se imam naslajte svoj iz tega. Pomeni, ko smo pod stresom, se močno utrdi telesni spomin in se priklic informacije, ki si jo med tem bral, praktično izniči in delovni spomin je zelo slab. Pomeni to, da ti sproti neko prebereš, že veš, kam boš to dal, že veš, čim je to povezano, to ne deluje dobro. Kadar smo pod stresom, nekaj govorite, tudi so stresnih hormonov. Pomeni, če hočemo si kaj zapomniti, najprej moramo se spraviti stresa ven. To ne pomeni, da te je malo strah izpita, da si malo na adrenalinu, ko se tisto učiš, ampak da ko se začneš učiti, si najprej rečeš, ok, strah me je, ne vem, kako bo šlo, sem malo v stiski, s kom se lahko pogovorim, kaj lahko naredim za to, da se telo umiri in da ve vse v redu. In tukaj se je zelo pomembno spomniti, mogoče na tisto sliko od začetka, da možgani si bojo zapomnili, tudi če kakšne informacije malo znam na pamet, bojo že vzpostavili neko mrežo in tudi če bo kakšna napaka, se bo dal misel izpeljati. Ali pa narediš kakšno od strategij, ki so tebi osebno pomagajo, da lahko se telo oddahne. Pa ne rečeš, moram biti zdaj, ne smem biti pod stresom. Ne rečeš, mogoče grem pa za pol ure spat. Ali si pa naredim eno limonado, ali se pa zavijem v toplo dekco, a ne držlaji, ki telesu sporočijo, da je na varnem. In ko je telo enkrat na varnem, bodo možgani razumeli, lahko izklopimo alarmne sisteme, lahko čustva umirimo in se lahko posvetimo odkrivanju nečesa novega. In pa se lahko začneš učiti.
In učinkovitost možganov je to, da prepoznamo, kje smo, kaj čutimo, ob kom lahko najbolj dobimo nečmanj manevrski prostor za odkrivanje nečesa novega, za ustrajnost, za osvajanje nekih novih, bolj zahtevnih, rečemo, vsebin in da potem to naredimo in omogočimo možganom, da se naučijo ali pa da se prilagodijo na take razmere, v kakršnih bi mi želeli biti. Ni se treba drilati, ni se treba dresirati na ne vem kakšne mnemotehnične finte, ampak sam dajte malo pogledati, koga vas je strah, pa ta strah malo umiriti. Pa bo možgani naredili se sami. Toliko. Bogato predavanje. Gotovo so se komu vdrli na kakšno vprašanje, zdaj imamo še slabe pol ure za to. Torej, če ima kdo vprašanje, nekaj pogumno. Smo nekaj. Rekli ste, da možgani porabijo 25% celotne energije, se ne močemo. Ja. To proporcionalno temu pač, ker če en človek ima 30 kg preveč, pa en ima 30 kg premanj, še zmeraj to pomeni, da četrtina celotne energije gre v možgane. To sploh ni toliko, to je kar triki vprašanje. Naj bi načeloma v povprečju veljalo za vse. Problem pa je, da pri ljudeh, ki so res prekomerno težki, je delovanje možganov bistveno okrnjeno in je slabše. In včasih že skoraj deluje na dementne možgane. V smislu je koncentracija slabša, kup enih sposobnosti je znižanih, tako da ni, ta človek ni, da bi potem hujšel zato, ker to razmišlja, ampak je, mogoče, mislim, da možgani se ravno tako matrajo 25%, že samo zato, da ono težo prenašajo okoli. Že samo zato, da zmorejo z vsem temi negativnimi učinki pretirane teže in pač porušenega ravnovesja hormonskega, da uspejo nekako zagotavljati neko obliko funkcionalnega delovanja. In jasno, kadar se možgani matrajo s telesom, z boleznijo, z debelostjo, z odvisnostjo, pač karkoli tazga, kar napada tkivo, takrat najprej opuščajo najvišje sposobnosti. Pomeni, možgani bojo vedno šli, če se razvijajo od znotri navzven ali pa od spodaj navzgor, se bojo začeli varovati tako, da od zgoraj navzdol opuščajo sposobnosti. Pomeni, če morajo ogromen porabiti, teh 15%, če morajo porabiti za to, da tole maščobo in holesterol in sladkorje in pač zagotavljajo preživetje, bojo miselne funkcije šle. In bojo na ta način teh 25% šlo pač v preživetje. Ker vedno bo nek razkorak med tem, čemu bojo smeli teh 25% nameniti. In če kaj s telesom ni, če kaj zelo tako dramatičnega s telesom, potem, kaj razmišljati, preživeti je pa. Je pa zelo zanimivo to vprašanje. Kaj si še pogledali? To vprašanje me zaslužilo, da recimo v primeru v bistvu koma je, ko je v bistvu potem takrat gre vsa ta energija možganov na čisto preživetje, ne? Jaz mislim, da ja. Ostane pa senzorika, ostane pa zelo vse senzitivna. Pomeni, zvoki pridejo skozi, niso pa zavestno procesirani. Pomeni, korteks je na minimumu, samo kar je motoričnih pa teh funkcij, medtem ko kakšnih višjih funkcij pa ne. Jaz imam eno vprašanje, zato ker ste glih zadnja stvar rekli za to, recimo za izpite in za stres in kako se to dogaja. Pri meni je pa glih obratno, recimo jaz sem končal študijami, ampak ne vem, izpiti, ki sem jih imel po 7-8 let nazaj, ki so bili stresne, se spomnim na vprašanje, ampak se ne spomnim po na občutek. In zdaj me zanima, kako moji možgani zdaj drugače. Super vprašanje. Pri stresu je tudi tako, ni da
mora biti popolna odsotnost stresa. Če je ravno prava mera, da vam je držala koncentracijo in da je ta stres pomenil samo tisti dober, glej, da naš kaj spregledu, potem ste si zapomnili snov. Če bi pa ta stres bil, kjer bedak sem, jaz nič mi ne gre, se sem res neumen, pa zraven ne bi mogel niti brati zaradi tega, potem bi si zapomnil po svojega telesnega stanja. Pomeni je ta takole je, ne? Stres pa učinkovitost. Pomeni, če ni nad stresa, ni motivacija, ne? Zadost. Če ga je ravno prav, zdaj koliko je ravno prav, je vsak od nas malo drugač, potem je koncentracija na višku, nekje nekje. Če ga pa preveč, potem pa enkrat preklop. Pomeni, ko ne moreš več razmišljati o tem, kar delaš, konc. Tako da malo adrenalina je vedno dobro. Zato, ker če ne ti tako preveč dolgočasno. Se strinjam. Super, hvala. Še kakšno vprašanje? Zdaj, meni je zanimivo, mogoče tako malo čudno detajl, ampak to o možganih, ki ne bi se zaznali pa učili od drugih možganov. Kak je ta povezava mišljenja? To je mišljenje tako, ko opazujemo nekoga, pa pač čutimo, vse, kar čutimo, mi znamo to dobro prepoznati, pa nekako tako kopirati, ker ima to možnost zrcaljenja. Ja. Nekako, da prek zunanjih znakov mi znamo, nekako nam skopira. Ja, to je ena stvar. To je ena stvar, druga je pa ta, da vse dražljaje, ki jih nek človek prinese v okolje, vaši možgani zaznajo po vseh čutnih kanalih. In vsak od teh dražljajev ga bo na nekaj spomnil. In potem bodo možgani iz te celote, ki prihajajo od nekega človeka, glede na vaše spomine, izkušnje, razmišljanja, ne vem, drže, izoblikovalo neko novo izkušnjo, rečemo. In če bi jaz tle, recimo, bila zelo živčna, pa še hripava, pa tako bi se strašno matrala, bi bil vi zmatran. Upam, da niste. Tako, če pa recimo, da je bil glas približen znosen, da je bil tempo govorjenja sledljiv, potem pa lahko to bilo tako da očno musko poslušal, pa rečeš, kaj me briga, malo se odklopam. Tako, se je dal nekako lažje plavati v tem. In če bi vi ob eni taki osebi živel 24 ur na dan, 3 leta, kot dojenček, bi se ta način valovanja, zvoka, približevanja, oddaljevanja, barve, izrazi, vtisnili v vas kot eno samoumevno okolje. In bi se vaši možgani zelo močno prilagodili na ta tip okolja in bi kjerkoli bi zunaj bil, prepoznal podobne stvari. To pomeni tudi narobe interpretiral lahko, ali pa vsem samo en del dražljav, ki mi je znan, ne pa drugega. Ja, odzval bi se na celoto, samo v skladu s tem, kar vam je že znano. Tako kot prvni slikci. Kup podatkov manjka, ampak v globalu veš, zakaj gre. Tako tudi otrok bo najprej zaznal prijetno, neprijetno, varno, nevarno, potem pa šele znotraj varnosti detajle, znotraj nevarnosti detajle. To je potem pa stvar odraslosti ali pa nezavestne kontrole, ki se pa kasneje razvija in s katero potem ti lahko ovrednotiš svoj čustven odziv. Čustven odziv je pa vedno avtomatičen. Tako je, nisi sam kriv zanj, je pa lahko zelo zanimiv, da ti ogromno lahko pove o tebi, o drugih, o okolju. To je tako, taka zelo dobra področje raziskovanja, pa enega vira, enih uvidov, pa tudi ene sproščenosti, da se lahko res zaneseš, ker možgani te nikoli ne bojo prenesel. Vedno čutijo točno to, kar je prav. V smislu, ne moreš čutiti narobe, si pa lahko interpretiraš zelo narobe, kaj to čustvo pomeni. Čutiti pa ne moreš narobe. Je pa fajn razumeti, zakaj v tem trenutku, v tem človeku si čutil na ta način. To pa je. In to lahko zveš samo, če greš v odnos s tem človekom. Ampak je brez veze se boriti proti čustvom, ker jih lahko porabi za to, da se lažje orientiraš. Kaj pa recimo gotovo, da v tem smislu travma, ki smo jo doživljali, bi rekel, predstavlja oviro v našem dojemanju. Se pravi,
Ja. Ali pa kaj sem še, ali pa avtizem, ne? Tudi mogoče je tudi zanimiv z tega vidika, ker verjetno ni teh Popolnoma povezav med drugače, čustvi ja. in med mišljenjem, ni povezav, ne? Oziroma Ja. so zelo drugačne. Kaj nam te primeri, recimo, kaj nam lahko povejo? Travma ali pa avtizem? Avtizem je to, kar se zdaj ugotavlja, je to, da recimo pri avtizmu so možgani, ki zelo slabo procesirajo obrazne izraze. In tudi zelo slabo razumejo dražljaje, ki prihajajo iz obraza v možgane nazaj. Ker mi ne samo, da se učimo izrazov obrazov, ker gledamo druge ljudi, ampak zato, ker tudi naš obraz se ima nekaj izraža in vsak premik mišic bo sporočil možganom neko drugo stanje. Pomeni se učimo z obeh smeri. Zato ženske, ki, to je tako zanimiva raziskava, ki so si dale botoks v korpust, so dejansko, ne mi jih doživljamo kot izumetničene, če je tega preveč. Ampak ne samo zato, ker ni gubic, ki bi morale biti, ampak zato, ker te ženske zares ne čutijo in ne zgubijo stik s svojo jezo, pa svojimi čutenji, zato ker možgani ne dobijo več informacij iz tega predela okrog ust, kjer je ogromno nekih čustvenih vsebin, pomeni čustvenih vzgibov, ki se kažejo v drobnih gubicah in v drobnih mišičnih napetostih. Če to zgine, pa teh informacij ni in možgani ne berejo več. In je ta izumetničenost v bistvu dvojna, je tudi notranja. Ker res ta ženska ni toliko izumetničena, kot res toliko manj čuti. Ker če ti ne znaš en inštrument igrati, pa ga nehaš igrati, te boš pozabil. A ne, ker ni te senzorike. To je recimo pri avtizmu je strašno zmanjšana sposobnost tega prepoznavanja socialnih ključev. Zato je zelo pomembno pri otrocih, sploh ker so se dosti hitro že opaz, spomladi hipersenzitivni, pa zelo tako slabo odzivni na okolje. Če se zgodi začne iskati tiste drobne iskrce, kolikor imajo tega zmožnosti vstopanja v socialni svet, potem se lahko z veliko napora kar precej omili težo te motnje in se lahko, če ne je ostalo razvoj v redu, se lahko ta razvojni potencial precej izkoristi. In lahko je veliko otrok, sploh če ni tako težka motnja, recimo pri Aspergerjevem sindromu, ko je najbolj blaga oblika avtizma, lahko ti otroci čisto normalno funkcionirajo in lahko pa tudi razumejo, kaj manjka. Lahko veliko teh deficitov se da za eno tako skrbno obravnavo se da omiliti. Medtem ko pri travmi pa njih obratno, zdaj otroška travma lahko, ker travma pomeni toliko močen psihičen, toliko močen stres, da ga tisto telo ne more sprocesirati. Pomeni overdose. Zato, če je telesna travma, gremo v šok. In te naš ne boli, čeprav ti noga stran visi in v bistvu bi moral kričati od bolečine, te ne boli nič. In pri psihični travmi je isto. Se prekine povezava med hipokampusom in amigdalo, pomeni med ta preklopnik, ki bi v zavest spravil doživljanje telesa, se prekine. In če to traja dolgo časa in če zelo zgodi, lahko celo ti deli, ti klastri nevronov zakrnijo. In pa tudi kasneje ostanejo manj razviti. Če pa recimo nekdo, kaj jaz vem, imel eno varno obdobje življenja, potem je prišla vojna in doživel kup enih travm, jasno bo v njegovem doživljanju in vedenju kup enih posledic in bojo flashbacki in bojo nočne more in bo kup simptomov. Ampak če je bilo že kaj zgrajenega, se bo počasi z delom na tem, pa s pogovorom, pa z eno tako pozornostjo do teh procesov, bo lahko ta vpliv teh travmatičnih dogodkov vedno manjši. Ne da se ga zbrisati, ker kar pride v možgane, kjer izkušnja pride, ostane tam. Ampak lahko dobi čisto drugo mesto. Ena od terapeut, ki dela prav s travmiranimi ljudmi, je enkrat tako pokazala, ona dela na ta način, da s travmiranimi ljudmi delajo kolaže. Pomeni razne slikce in pa lepijo in tako. In rekla, na začetku je ta slika cel plakat črn. In mogoče kakšna temno siva pegica kje.
Rekla, po enem letu, letu pa pol, 2 letih, postanejo plakati vedno bolj pisani, vedno več je različnih slik, doživeti in ena črna pika v kotu. A ne, tako nekako je, ker možgani ostanejo plastični. Pomeni, vse, kar mi sprocesiramo, vse, kar uspemo na nek način razumeti pa obvladati, bo zgradilo nove povezave. Tudi kasneje, tudi pri 90-ih. Ni neomejeno, jasno pri starejših, ko si več napora za manjši izplen, ampak se da, možgani bo vedno iskali, če je možno, bojo šli po poti, ki je za njih boljša. In če smo zelo tečni do njih, ne pomeni, če ustrajamo in dajemo dobre izkušnje, prej slej bojo popustili in rekli, ok, no vse je bila sam travma, gremo lahko naprej. Zdaj tako, na tak način, ampak je pa treba, res, izkušnja se prepisuje z izkušnjami. Ne z dobro voljo, pa z mislimi. Bojo pa misli drugačne in čustva drugačna, če enkrat so odnosi, v katerih se govori o travmi, drugačno, kot sem rekla, o spominu. Da spomin je zaloga najverjetnejših odzivov na stvari, ki se bo zgodilo v prihodnosti. Pomeni, če nek spomin boleč na eno travmo, ki je bil vezan na vojno situacijo, se začne izgovarjati v odnosu, ki je prijazen, v prostoru, ki je varen, ki je topel, kjer je nekdo, ki te gleda in posluša na prijeten glas. In to lahko narediš enkrat in še enkrat in še enkrat in še enkrat. Se počasi ta spomin v možganski strukturi začne povezovati z občutkom varnosti in prijetnega. In to enkrat prevlada. Tako na tak način. Je pa jasno, zato se reče, to traja 150 let. Ko več ko je odnosov, več ko je teh novih izkušenj, in bolj sistematične, ko so, mislim, bolj rečemo ritmične, redne in prisotne, ko so, lažje se ta prepis naredi. Če gremo pa na template, ne, pa ponavljamo travmo za travmo, ker travmo se s travmo zdravo. Tako na nek način. Ti avtomatizmi so problemi. Jaz sem eno vprašanje, sicer to v povezavi z moderno tehnologijo, pa me zdaj živimo pač v cajtu, ko pač res ure in ure preživimo za ekrani, za računalniki, telefoni. Pa me zanima, kakšen vpliv ima to na možgane, koliko je to škodljivo, če mogoče res ne. To je zelo dobro vprašanje, raziskav je milijonov, eno, drugo, tretje, 100 smer. Tisto, kar se nekako vsi strinjajo, je, da če začne ta digitalni svet onemogočati normalne osebne stike, je to problem. Pomeni, če je človek že toliko daleč, toliko že omejen samo na tele dvodimenzionalne dražljaje pa na bliskanje, da v bistvu se v odnosnem svetu ne znajde več koliko problem. Druga stvar je, da jasno možgani nekoga, ki se rodi v digitalnem svet, bo zelo drugačni od možganov nekoga, ki se je rodil pri 100 letih, ko ni imel telefonov. V smislu ne, jaz to mislim na telefonah, da še nisem videl doma. Jasno bo drugače, bo prilagojeni na čisto drugo brzino, na malo drugačno pozornost, na hitrejše preklapljanje z ene teme na drugo. In to pač treba vedeti. Pomeni, za te ljudi je izziv se umiriti in biti pozoren na eno stvar, ki ni toliko hitra. Pomeni, kar bi bila ena, rečemo, varovalka pred tem, da bi se možgani preveč osiromašili, bi bilo to, da imaš res čustveno take močne, raznolike in tesne odnose. Ker to je še vedno bistveno bolj kompleksen dražljaj, kakor najboljši VR. Tudi zdaj, ko poskušajo šole VR uvajati, zato da bi učenci dobili bolj celovito izkušnjo snovi, ki jo delajo, so ugotovili, da v bistvu, če bi učitelj znal biti zanimiv, je to bistveno bolj nagovorjeno, pa se bolj razvija kognitivna empatija, pomeni razumevanje tega, zakaj nekdo dela, kar dela in kaj so stvari pomenile, to, kar želijo, da se vživiš v nekaj, kar je bilo nekje, kakor če bi bilo to samo z računalnikom. In tle je ena taka varovalka, da
Če si zelo dolg za računalnikom in se tja zatečeš, je fajn vsake tek časa iti ven z nekom, se malo pogovarjati, pa videti, da sploh še znaš govoriti, a ti sploh še kdo všeč, a sploh še ločeš obraze med sabo, ali samo vidiš one bliske pa gibe, ki so digitalno narejene. Drugače, jasno, obstaja tudi zasvojenost z digitalnimi mediji, obstaja zasvojenost, ne vem, z marsikiro internetno vsebino, ki je škodljiva zato, ker je preveč enolična. Ali je premočna doza dražljaja brez pomena, ali pa nasilnega dražljaja, ali pa perverznega dražljaja, pač karkoli, in to ti seka skozi na eno in isto tipko in možgane ne more sprocesirati in ti gre v telo. Povzroča stisko, stres in pač ali otopelost, ali depresijo, ali tesnobo, nek telesni simptom. Če pa ti opaziš, da nekako ti to ni zadosti in pač nekako ti kontroliraš to, kaj boš iz tega digitalnega sveta vzel, pa to čisto v redu. Ampak res varovalka so odnosi. Tako da veš, čakaj, tako kot zdaj recimo po covidu. Jaz ne vem, koliko ste vi tega pri sebi opazili, ampak sem opazila, da so se čisto navadili ne vabiti ljudi domov. Pismo počasi in skozi na obiske. Pa že tako, kot da bi malo odmrla tista socialna živca. In pa rečne, zdaj bo treba na novo voditi, ne gre to hitro. In se umakniti v digitalni svet lahko povzroči to, da ti ta socialna živca mečkeno odmre. In ne polo fajn recimo s kakšno zelo klepetavo, simpatično punco se pogovarja, da vidi, a še jo uspem med tem, ko ona vdihne reči 2 stavka, ali rabim več časa. Če rabiš več časa, bi imeli nekaj gledati računalnik. Tako, malo tako rečeni, zahecam, tako da ne se bak, ni. Dokler lahko izštekaš eno aparaturo, gledaj, ti naš ne more. V smislu, tudi tako za umetno inteligenco se pravi, da nikdar ne bo mogla doseči pestrosti pa spremenljivosti ali pa rečemo kompleksnosti človeške zavesti pa človeškega telesa, človeškega stika. Lahko pa vse ostalo. Kaj tako recimo pri otroku, če bi gledali kakšen talent, recimo enega je nadarjen za glasbo ali pa matematiko, pa enega ni. Kako bi se možgani razlikali recimo? Mogoče še prednje prvič videl poštevanko recimo. To so tudi dobro vprašanje. Ponavadi pri nadarjenosti je tako, da so možgani a priori bolj senzitivni, bolj odzivni in malo hitrejši so. Hitreje procesirajo stvari. Tega ne vem po raziskavah, če je prav kakšna posebna razlika med genialnostjo, je pa velikokrat povezano to z okoljem. Na kaj v okolju se ta brzina poveže. In zelo malo čudežnih otrok je bilo izven glasbenih družin. V smislu je bila glasba tam prisotna, je ta genialnost ali pa ta sposobnost res podrobnega razlikovanja zvokov se je hitro imela nekam prilepati. Pri matematiki toliko? Ne, pri matematiki pa ne vem, kaj je. Je sigurno ena brzina procesorja, ena preciznost, je ena močna povezanost hemisfer, je en tak, gotovo je to zelo kvaliteten procesor. Kaj pa pomeni to, pa ne vem. Ampak bilo zanimivo pogledati. Je pa res, da ne moreš enega prisiliti, da bo matematični genij. Morda še zadnje vprašanje, ali pa 2 na hiter, pa potem še med pogostitvijo čas za detalj. Mene zanima, glede to, kaj ste povedali, kako je izbira partnerjev pogojena s tem, kar poznamo iz otroštva, recimo staršev. To je eno predavanje. To je malo Maš predavo. Se malo nasmiril. Ne. Tako, zelo močno. Ne tako, da bi zdaj ti izbral svojo mamo in ona izbrala svojega očeta, jaz svojega očeta ali kakorkoli, ampak tisto, kar se ugotavlja, je, da se ljudje povežemo, ponavadi ljudje, ki imamo iste strahove.
A ne pomeni, ki smo na enak način senzitivni, pa občutljivi na zavrnitev, recimo, ali pa na prekinitev stika. To je najmočnejši prepoznavni znak. In tako bi se lahko laično rekli, človek, s katerim deliš iste strahove. Kar ne pomeni, da zdaj, če se, ne vem, mož boji, da bo zapravljal denar, ti se bojiš, da on ne bi, mislim, se ne bom, kaj zdaj, tako, na pojavni ravni ni treba, da je strah enak, oba se bojiva prometa. Ampak to, kakor se jaz bojim, recimo, da moj fant ne bi svojega potenciala razvil, enako močno se bo on bal, da bi jaz, recimo, svoj denar zapravila za brez veze. A ne pomeni, oba se bo bala, da ne bi dosegla tega, kar bi se dala, da ne bi izkoristila potencialov. Pač on bi to parkiral na denar, jaz pa na njegovo diplomo. A ne, tako na tak način. Druga stvar, ko je, da se najdemo po plati občutljivosti. Nikoli, tudi če na zunaj izgledata ravno nasprotna, se ne zalupta ali pa si misla privlačna dva človeka, ker je en totalno robat, drug pa totalno senzitivno. Ampak sta približno enako občutljiva, pa na ravni procesorja sta enak odskakljiva, pa enak hitra. Zdaj, kakšne obrambe, pa kako sta pa si ta procesor oglasila, na kakšen način sta ga zregulirala, je pa zelo odvisno od tega, kje sta živeli. Lahko po obrambah smo različni. Jaz se, ne vem, jaz se umikam, on pa rine v stik. Ampak oba se bojiva, oba smo enako krhka pri tem, kako bo stik vzpostavljen. Pomeni, zelo v globini smo si podobni in smo iz družine, glede na to, kaj je bilo za našo občutljivost v tistem obdobju najbolj pomembno, ali pa kjer odnos je bil najbolj mogoče nerazrešen, ali pa kjer smo najbolj ostali tako na preži, kaj bo, kaj ne bo, a ne na tisto bomo občutljivi tudi kasneje. In potem bomo prepoznali tisto punco ali pa tistega fanta, ki bo najbolj nagovoril tiste mene, kjer jaz nekaj pogrešam, ker pa boš pa tja. A ne na tak način. Ni pa to tako mehansko zdaj, da če si imel mamo, s katero se ne razumeš, ne pomeni, da se sporočil z eno, ki te ne bo imela rada. Ampak pomeni pa, da bo pa imela kar dela s tem, da te bo prepričala, da je vse v redu. To pa je. Tudi tle ne moramo faliti. Samo veliko se treba pogovarjati. V smislu, bomo, a ne, privlačnost tisto, kar ima nek potencial za nas. Kar ne pomeni, da moraš to osebo biti. Ampak pri sebi lahko vidiš, kaj ti je prebudila, kjero hrepenenje, kjero pogrešanje in pa veš, kaj želiš ustvariti, potem pa lahko začneš razmišljati in odnos graditi. Lahko to s kom drugim. Je še kakšno vprašanje na hitro mogoče? Rekla sem prej, da so sinapse, da pač sinaptične povezave, ki se tudi krožno spreminjajo. Me zanima, se rekla, da se starost je tudi vse poslabša, me zanima, kaj je vzrok tega, da je vse manj povezav s starostjo? Se vse manj dela je povezave, nekoli je izključeno. Tako, en del sem spustila tle v predavanju. Tako je, pri majhnem otroku se pač kopičijo in je strašno velika gostota povezav. Potem se pa v obdobju mladostništva se pa obrežejo, pomeni propadejo vse tiste povezave, ki se jih ne uporablja, tiste, ki se jih uporablja, se pa melanizirajo, pomeni se uvijajo z beljakovinsko ovojnico in postanejo močnejše in hitrejše. Zato, da mi iz tega množstva, kjer imaš milijon možnosti za vsako malenkost, dobimo neko mrežo, ki je optimalna. Pomeni, najbolj povezuje vse specializirane dele na način, ki nam najbolj služi. Zato oddamo stran vse, kar ne rabimo. In potem temu bi lahko rekli, pa rečemo odrasla nevronska mreža, polnofunkcionalna, ki pa se skozi izkušnje dograjuje, ampak ne več na toliko nekritičen način, kot v otroštvu. Pomeni, ker imamo že toliko dobro mrežo, da zajema lahko podatke praktično iz celotnega okolja, ni treba veliko sprememb. Ampak se pač utrjuje tisto, kar je, in se drobni detajli samo spreminjajo. Pomeni, temu bi rekli od zunaj gledano, da človek zori ali pa da postane moder, ne bo pa postal nekaj drugega. A ne tako, to je ta razlika.
ni da bi pol kar odmerili, pa enkrat jih bo zmanjkalo, ampak morajo dobiti neko obliko, ki je hitrejša, učinkovitejša, zato da ni treba vedno zmule. In starost tudi se ugotavlja, če uporabljamo možgane, delajo. Demenca pač bolezen, če začne beljakovine tam nabirati na sinapsah, jasno, da bo odmirale, ampak če ni bolezni, to so ljudje, ko so v starosti pogruntali največje stvari. Tako so kar uporabna stvar, se ti nekam. Še vi ste hoteli kako? Ja, jaz sem malo vprašal, ko ste prej omenili zasvojenost. Kaj zares to je v naših možganih, oziroma kako se pa od tega odklosil? To je tudi ena super tema. Zelo na hitro. Zasvojenost je način vzpostavitve regulacije stresa, ki ugrabi naravne mehanizme v možganih. Pomeni tisto, kar nas motivira, pa kar omogoča eno tako dobro povezljivost, pa tekoče procese v možganih je, da se v sinapse izloča dovolj dopamina, ki je nevrotransmiter, ki omogoča dobro povezljivost in to, da se predsinaptična celica, tole je postsinaptična, tukaj je sinapsa, kjer tukaj pride električni impuls in se tukaj prek kemične reakcije električni impuls vzdraži predsinaptično celico, da začne izločati dopamin v sinapso. Ta dopamin se usede na postsinaptično celico in jo aktivira, da gre elektrika naprej. In droge, recimo, naredijo to, plus tudi kakšne nekemične zasvojenosti grejo na isti mehanizem, ta za ugodje. Povzročajo to, da prvič močno vzdražijo tele predsinaptične celice in recimo nikotin se bo vzdražil celico, pa se bo pa usedel na tele mešičke, s katerih se dopamin izloča. In bo onemogočil to, kar jasno celica pač dopamin spusti v sinapso in potem nekaj tega dopamina rabimo, da gre impuls naprej, ves ostali dopamin gre pa nazaj v celico, do naslednjič, ko bomo rabili. Droge pa naredijo, pa povzročijo to, da se tele špranje zaprejo in da dopamin ostaja v celicah. In ne gre več nazaj. Kar pomeni, da je to ves čas vzdraženo. In ker gre to za dopaminske krvotoke, krvotok za ugodje, je pač motivacija na ugodje veliko. Ampak problem je ta, da ko se enkrat ta pretirana stalna vzdraženost teh celic ko postane stalna, začnejo te celice majčkeno odmirati in rabijo vedno več dopamina. Pomeni spet vzdražujemo, nič ne gre nazaj. In zato rabimo vedno več te substance, ki povzročajo to in smo v bistvu popolnoma zmaličili krogotok za nagrajevanje. Kar je vzpostavljeno zdaj z drogami, ne pa več s tem naravnim ciklusom. In to po eni strani lahko povzroča smrt celic, kar jih skuraš, preprosto, ker ne more to, ali pa eno tako, na dolgi rok lahko eno globoko depresijo, ker dopamina zmanjka. Ker ga pač pokuraš za brezveze, ni več tega naravnega, da bi se lahko regeneriral, pa bi se izločal v normalnih količinah, ampak naenkrat ga je preveč in sistem ne funkcionira več, pade v neravnovesje. Zato pa, ko se drogo vzame, je še kar nekaj časa traja, da se spet začnejo ti normalni procesi vzpostavljati. Prva stvar pri zasvojenosti je to, da tista stvar, sredstvo, ki je povzročilo, da je ta krogotok za nagrajevanje šel po svoje, da tisto daš stran in potem počasi začneš iskati nove poti nevronske, po katerih boš lahko dosegel iste cilje, kot so bili prej. Plus minus. Zastoj, mi je jasno.
Pa so pa lahko različne oblike vedenja to, intradenokemično, lahko je to pač vse, kar te umetno motivira, vsak dražljaj, ki je pretiran. Tudi če gre tle za kakšne spletne odvisnosti, to so pretirani nasilni dražljaji, na kjer se možgani odzovejo s stresnim odzivom. In takrat, recimo, pri takih stvareh bi šlo pa za lahko veliko adrenalina, kortizola in pa spet gre na ta krogotok nagrajevanja, ker moraš nekako porabiti tisto odvečno napetost. In pa če uporabiš na nefunkcionalen način, je pač to tisto, kar bo postalo optimalno za možgane v tem stanju, kjer si v okolju, kakršnem si. In to spremeniti ni tako, mehansko to sploh ni težka stvar. Sploh ni problem. To je kot, če imaš, pesek v rani od kolena, spucaš pesek ven in pa se počasi zacelilo. Sam počutje ob tem, ko mi to spremembo delamo, je toliko težko. Drugače, pa to mehansko, sploh pri mladih ljudeh, to ni neka posebna reč. Mislim, tako, se da. Hvala. Sam počutje pa, rabimo veliko varnosti za to, da tisti upad dopamina prenesemo. Hvala. Pa hvala vsem za vprašanja. Bi mogli žal na tej točki zaključiti, se je veliko vprašanj utrnilo, to me sicer veseli. Imamo profesorice, jaz bi se vam zahvalil, da ste prišli. Hvala.